Po poplavi novodobnih križancev, ki se vse pogosteje hvalijo s hibridnimi pogonskimi sklopi, bi človek pomislil, da je takšna Mazda CX-5 s 2-litrskim dizlom v nosu že precej zastarela. Ampak samo do prvega prevoženega kilometra, potem pa bi mnenje večinoma spremenil. Ne povsem, večinoma pa. Tale motor s 110 kW moči, to je 150 konjički, je v bistvu prav prijeten. Za tip vozila dokaj dobro potegne, ni preglasen in dobro sodeluje s tem 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom, čeprav posebej brutalnih pospeškov vseeno ne pričakujte. Velik avtomobil in 4-kolesni pogon pomenita, da so zmogljivosti zadovoljive, kaj več pa niti ne. Področje, kjer ga tekmeci prehitevajo po dolgem in počez, je poraba goriva. Tukaj je ves čas preko 8 litrov, hibridni tekmeci pa se zlahka pohvalijo samo z dobrimi 6. No, več kot 2 litra razlike pa nista več zanemarljiva, ne? In kot vedno ugotavljamo, da je za večino te velike porabe kriv tale samodejni menjalnik. Ampak ima CX-5 še vedno precej atributov, zaradi katerih je kot vroča žemljica. Izgleda zelo agresivno in hkrati elegantno, kar v bistvu lepo sovpada z njenimi voznimi lastnostmi. No, tale ima celo 19-palčna platišča, pa je kljub temu udobna. Prostora je veliko, prtljažnik ponuja skoraj 500 litrov in v bistvu tudi zadnja klop precej udobna. Znotraj nimam posebnih pripomb, opažam pa le nekaj nesmislov. Glede na to, da je oprema Takumi Plus najbogatejša, bi pričakoval, da je takšen Takumi, samo eno stopničko niže pa je v bistvu nekje v zlati sredini, daleč od najbogatejšega paketa opreme. Kljub temu je notranjost odlična, tile materiali so krasni, vrhunski, stola sta super, v bistvu vse štima, malo me moti le, da ključ ni pameten. No, pa tole. Tale zaslon je sicer fajn, sistem je precej pregledan, vzvratna kamera pa obupna. Takšne zmazke na sliki smo gledali pred 10 leti in tole se pa res ne spodobi. Prav kamera je moja največja zamera. Zadnjič sem ob plaži zgolj na srečo zgrešil skalo premera 1,5 metra visoko, ker je na sliki kamere sploh videl nisem. To pa bi bilo škode, ja. No, če odmislim kamero, pa je CX-5 še vedno zelo kompetenten in celostno super avtomobil, pri katerem vas kaj dosti stvari ne bo motilo. Če ste radi vozniško zelo zadovoljni, pa sploh ne, ker se res lepo in nenaporno pelje. 40 ur pa je točno takšna vaša.